Danes je Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb v Državnem zboru obiskala to famozno jamo oziroma hotel Jama v Postojni. Kaj ste odkrili, kako je bilo, ste bili presenečeni, nepresenečeni? Bo se dalo iz tega tudi kaj koristnega naprej unovčiti? Koristno je predvsem to, da so najdene aparature opomin vsem, ki mislijo, da tega dela slovenske zgodovine sploh ni bilo. Udba je še kako obstajala, prisluškovala je vsem po dolgem in počez. Aparature v najdeni sobi v hotelu Jama pa so pravzaprav trojne. Eno je starejša aparatura, ki je očitno namenjena prisluškovanju zvezam znotraj hotela, verjetno po samih sobah, za katere domnevam, da so bile prvotno tudi ozvočene, zdaj so tako obnovljene, tako da ta del jasno ne funkcionira več. Potem drugi del, na katerega so priklopljeni vsi zunanji kabli Telekoma. Videli smo tudi, kako se to enostavno deli in potem spet nadaljuje v kanal, po katerem potekajo glavni vodi Telekoma. To je bila klasična prisluškovalna soba nekdanje Udbe, tako kot jih je bilo v Sloveniji še vsaj 60. Večinoma so bile sicer na policijah, nekatere tudi na poštah, večjih poštah. Ta pa je bila pač v hotelu Jama in je služila za to, da so kadarkoli so komorkoli hoteli enostavno priklopili vmesnik in prisluškovali vsem pogovorom, jih snemali in potem seveda tudi zlorabljali za ohranitev svoje moči. Zanimiv je bil podatek, ki ga je povedal direktor, gospod Batagel, da naj bi po njegovih informacijah to sobo uporabljali celo še vse tja do leta 2007, kar pomeni še zelo lepo število let po slovenski osamosvojitvi. Vsekakor bomo pristojne še povprašali, kako je bilo za uporabo te sobe, kje so bila za to pooblastila, kje so bile za to sodne odredbe in iz tega bomo lahko tudi naredili še en del rekonstrukcije zgodovine. Žal ni bilo nobenega posebnega dokumenta, ki bi bil kakorkoli dragocen. Očitno je nekdo to dobro prečistil. Nekateri, ki so se tam nahajali, so po mojem mnenju celo nastavljeni za to, da so za izgovor, kaj naj bi tam bilo, pa tega očitno ni bilo. Tisti, ki so verodostojni, po moji oceni imajo seveda oznake nekdanjega sekretariata za notranje zadeve in jasno je, kdo je to tam počel. To je bila nekdanja Udba oziroma SDV in prisluškovala je po dolgem in počez ne samo gostom hotela, kot bi morda sklepali po lokaciji, ampak vsem, ki so se na širšem območju Postojne nahajali, kajti kot rečeno, preko te sobe so šli vsi kabli napeljave Telekoma za področje telefonije za ta prostor. Vaša komisija načrtuje tudi kakšno sejo na to temo oziroma boste o tem razpravljali tudi v Državnem zboru? Vedno kasneje sprejmemo tudi zapis, se pravi na nek način dokumentiramo, karkoli že pogledamo, odkrijemo in takrat je tudi možnost, da o teh stvareh dodatno spregovorimo in jasno bo tudi tokrat tako.